podal anamnezo klasične dolžniške pasti, v katero se je ujela Slovenija. O čem govorim? Govorim o tem, da so se obrestni odhodki od leta 2008, ko so znašali 300 milijonov, povečali v letu 2014 na predvidenih 944 milijonov. Se pravi, gre za trikratno povečanje. Kaj je to 944 milijonov evrov? Predstavlja 12% oziroma skoraj 13% davčnih prihodkov. Skratka, škarje se nam zapirajo. Ob 6,7% zahtevani donosnosti za slovensko 10-letno obveznico je popolnoma jasno, da je Slovenija v agoniji. K sreči se ta agonija približuje koncu. Bi pa vas opozoril na nek zmotni medijski narativ v dominantnih medijih, ki ga, kot si omenil Rok, v zadnjem času zasledujemo, da češ, da zaprosilo ESM ni nobena taka stvar, da je to pravzaprav dobra stvar in sam pričakujem v prihodnjih dneh in tednih panegerike predsednici vlade, ko bo podpisala zahtevo za pomoč, češ, tako in tako je glavni problem države bančni sistem. Gospe in gospodje, glavni problem te države ni bančni sistem. Glavni problem je nezmožnost države, da živi v skladu s svojimi zmožnostmi. Če bi bil glavni problem države bančni sistem, tudi če damo za sanacijo bank preko dokapitalizacije in preko slabe banke 8 milijard, o čemer govorijo največji pesimisti, spomnite se, da zakon o slabi banki predvideva garancije v višini 4 milijard, se pravi dvakratnih tega, je to še vedno samo 22% bruto domačega proizvoda in če jih to prištejete 63% javnega dolga, smo še vedno na 85%, kar je še vedno celo pod evropskim povprečjem. Ni to problem. Problem je dinamičen. Dinamičen, da v zadnjih 5 letih izkazujemo proračunske primanjkljaje reda velikosti 2 milijard. In tudi, če bi z enkratnim sanacijo rešili problem slovenskega bančnega sistema, ostaja glavni problem. To je pa nesposobnost države živeti v skladu z možnostmi gospodarstva. To, da je vsak 5 evro izplačan iz proračuna, sposojen, je nevzdržen. Poglejte, naša zahtevana donosnost 6,7% je primerljiva zgolj še s Portugalsko. Veste, da je Portugalska že pred 2 letoma v programu pomoči, je za 2 odstotni točki višja od Irske, tudi v programu pomoči, da ne omenjam Španije. Španija se zadolžuje za 4,4%. Italija primerljivo. Čeravno je italijanski javni dolg enkrat večji od našega. Skratka, tuji mednarodni oziroma tuji finančni trgi že dolgo časa Sloveniji prižigajo rdečo luč. Dovolj je. Ne morete nadaljevati s to potjo. Ampak naši politični kasti ta dejstva očitno niso dovolj. In prepričan sem, da bi ta vlada nadaljevala s to politiko tudi, če bi se zadolžila po 10% obrestni meri, ker je prihodnost generacij, ki prihajajo, ne zanima. In zato me ne čudi tvoja Tanja opaska, da mladi odhajajo, ker Slovenija postaja država brez upa, kjer se mlada generacija ne vidi svoje prihodnosti, če bo morala odplačevati naše dolgove. In gre za izjemno neodgovorno fiskalno politiko do mladih,
do žrtve zadnjih 20 let, izgubljena generacija 30-letnikov, pa da ne govorimo o mlajših, in pa seveda do podjetniškega sektorja, se pravi do tistega sektorja, ki edino ustvarja nove ideje, ustvarja nova delovna mesta, takšna davčna politika, takšna javna poraba, tako visoki davki praktično jemljejo prihodnost tako mladim kot podjetnikom. Zdaj pa pridemo na vprašanje trojke. Nekako je skoraj da neizbežno, da bo do tega zaprosila za pomoč prišlo. To ne pomeni, da bo prišla nujno trojka, sam mislim, da bo prišla dvojka, se pravi dvojica Evropske komisije in Evropske centralne banke, ne pa Mednarodnega denarnega sklada, da bo zelo verjetno prišlo do nekega paketa, ki bo med ciprskim in španskim poostrinih zahtev, vendar se apologeti zaprosila mehanizma ESM vas zavajajo, če mislite, da do pogojevanja ne bo prišlo. Se pravi, v vsakem primeru bo prišla ali trojka, ali jaz mislim, da dvojka, in bojo na mizi zahteve po drastičnih spremembah, tudi v polju fiskalne politike. Zdaj te bi pa Tanja izval z vprašanjem, ali to pomeni, mislim, jasno, da pomeni izgubo ekonomske suverenosti, ampak ali si predstavljaš biti v krilu gospe predsednice vlade in podpisati zahtevo po pomoči ESM, in ali misliš, da vendarle to ne pomeni kapitulacije države Slovenije pred tem, da si priznaš, da politični razred ni zmožen reševati temeljnih vprašanj, kot je vzdržno javno financiranje. Ja, ne želim se postavljati na mesto nekoga, ampak moje mnenje je, da ta proračun in ni samo moje mnenje, ker veliko ljudi v Sloveniji deli to mnenje, je, da je proračun neresen. Mislim, to ni nobene vizije, ni nobenega programa v njem, kam bi naj šli. Samo odlašanje nas ne pripelje nikamor drugam, kot kar je bilo ravno kar izrečeno, do trenutka, ko bomo morali zaprositi za pomoč. Kaj to prinese zraven, je sigurno zahteve od kreditodajalcev. Naivno je pričakovati, da nam bo nekdo posodil denar, pa ne zahteval nič v zameno, še posebej zaradi tega, ker ob obrestih se naše stanje oziroma kaj se dogaja v Sloveniji, poslešuje sliko v Evropski uniji in v Evropski monetarni uniji, zaradi tega tudi ti pogoji. In naivno je, ko ljudje mislijo, da bomo kar dobili denar na roko in bomo dali delali tako, kot delamo. Dogaja se ogromno zavajanja javnosti v Sloveniji. Mediji, mednarodni mediji, če ste kaj sledili, mednarodni mediji že nekaj let pišejo o tem, kaj se pri nas dogaja, o resnostih problemov. In ne samo v Ameriki, v Zahodnji Evropi, kot določeni ljudje želijo prikazati, da samo Zahodna Evropa in Amerika želita okrcniti Slovenijo, ampak tudi v Nemčiji, Avstriji, v Rusiji je pred nedavno šel zelo dober članek na temo Slovenije in resnosti problema.
Zdaj, kaj se bo zgodilo, ko bo ta dan prišel? Jaz pravim vedno tako, če želiš stvari urediti doma, ne moreš pričakovati, da bo nekdo prišel, lahko pričakuješ, da bo nekdo prišel pa ti povedal, kaj moraš narediti, pa bo potem to tudi od tebe zahteval in boš ti postavljen pred zid in ne boš imel druge možnosti, kot tiste stvari narediti. In izgleda, da ta vlada je nesposobna oziroma neželjna narediti stvari, ki jih morajo biti narejene. Kot prej omenjeno, to so med drugim strukturne reforme, na katere že čakamo ne nekaj let, ampak desetletja. In ko bo do tega prišlo, problem je ta, za mene vse je problem ta, ne da bodo te stvari narejene potem. Super, končno se bodo stvari uredile, vendar, če Slovenci se tega ne bodo zavedali, da je to potrebno za Slovence, ne? Da ni to prišlo kot neka direktiva, neki ukaz iz tujine, da se to naredi, če se mi ne bomo zavedali, da to mi nujno potrebujemo za obstanek, za preživetje, za to, da bodo ljudje boljše živeli v tej državi, da se bodo delovna mesta odpirala, da bodo podjetja lahko zadihala, da ne bodo najbolj perspektivna podjetja odhajala v tujino, kot tudi najbolj perspektivni ljudje. Bomo mi morali to sprejeti. Mi moramo sprejeti, da so te stvari potrebne. Ker drugače se bojim, da bo prišlo do tega, da bomo naredili to, kar bodo od nas zahtevali, pa bomo počakali leto, 2, če malo dlje, pa bomo spet šli nazaj v stare tire. Tako da jaz sem vedno skeptična glede nekih ukazov, ki prihajajo od zgoraj na vzdolj, ne? Zato pravim, mi moramo počistiti tudi med sabo, med ljudmi. In vprašajte se, koliko ljudi, ki jih poznate, razume situacijo v Sloveniji, koliko jih razume, kaj je potrebno narediti. Problem Slovenije je, da ima velik javni sektor in zaradi tega ljudje, ki delajo v javnem sektorju, so a priori nagnjeni, da ne zagovarjajo sprememb, ne? Ker se bojijo, da bo te spremembe bodo oni sami občutili. Ampak, če greste med ljudi, pa vprašate kakega podjetnika, a so te spremembe potrebne, o katerih govorimo, vam bo takoj povedal, seveda, koma čakajo, ne? Manjši davki, ne? Manj jih udarjajo, zaradi tega, ker so produktivni, zaradi tega, ker so odgovorni, ne? Zakaj je siva ekonomija? Jaz poslušam te debate, imamo sivo ekonomijo, ne, v Sloveniji. Zdaj, ne glede na to, ne govorimo o številki, lahko je 30%, lahko je 20%, lahko je 10%, vse ni pomembno. Zakaj eden od razlogov za sivo ekonomijo je to, da so previsoki davki. Če nekdo, oseba, posameznik, živi v državi, kjer so davki preveliki, kako bi se izrazila, enostavno za to, kar plačuje državi, ne dobi nazaj. Bo rekel, zakaj bi pa jaz to plačeval? Zakaj bi plačeval? Raje bom našel način, da tega deleža ne dam državi in se bom temu izognil in bom enostavno dalje posloval. Ne? In naša država kaj naredi? Imamo sivo ekonomijo, ne? Pozabi, zakaj je prišlo do sive ekonomije, pozabi na to. To zanemarimo, ne? Ne, mi bomo šli za temi bogimi ljudmi, ne, z vsemi možnimi okopi, ne, z vsem, kar imamo, bomo šli za njimi, bomo jim sledili, bomo jih našli, ne, ven jih bomo iz vseh luknj bomo jih potegnili in jih bomo kaznili. Ne. Zaradi tega, ker so si drznili, ne, poslovati stran od države, ne, stran od tega primeža, stran od tega, ki jih duši. In ko to poslušam, ne, se mi zdi, da naša oblast se ne zaveda se resnosti problema in hkrati se ne zaveda, zakaj je do tega prišlo. In posledično, kaj imamo? Imamo pač ta proračun, kot je že bilo prej omenjeno, na dohodkovni strani, oni bi imeli nove davke, oni bi pobrali to in to. A ste se v zadnjih nekaj mesecih samo poslušate, vlada bo uvedla ta davek, pa povišalo se bo ta davek. Kaj pa je naredila, da bi sprostila stvari, da bi, ne? Kaj? Nič.
Nič. Jaz ne vem, jaz se sprašujem, kako lahko ljudje sploh živijo. Mislim, se ne morejo. Berači, večina ljudi berači v Sloveniji. In bo, mislim, trojka, ja, super, ne? Rekli nam bodo, kaj moramo narediti. In ogromno ljudi v Sloveniji ve, kaj treba narediti. Škoda je samo, da taki ljudje ne vodijo države, da bi naredili te spremembe. Ne? Tanja, več let si živela v Združenih državah, bila tudi raziskovalka na Cato Institute in spremljala od blizu nastanek enega zelo zanimivega političnega fenomena gibanja čajankarjev. Se ti zdi, da bi bil čas tudi za ljubljansko čajanko v smislu poniženih in razžaljenih davkoplačevalcev, ki bi se temu oblastnemu, odurnemu leviatanu, ki sega po naših žepih, uprli? Prvo kot prvo. To ravno zdaj, to vprašanje pride, bom kar navezala se na včerajšnje odmeve. Se upravičujem, če omenjam. Ko poslušam, kaj naši mediji, ne bom zdaj omenila osebe, ampak v včerajšnjih odmevih je določen novinar, ki poroča o zadevah, omenil čajanke in jih popolnoma napačno predstavil in ni edini, ne? V Sloveniji je ogromno ljudi, ki napačno, jaz ne vem, a to je namerno, nenamerno, je to, kako bi se reklo, pač niso dosledni ljudje, ko poročajo o zadevah. In v slovenski javnosti slika, ki je bila ustvarjena o čajankah, je, da so to najslabši ljudje, da so to ekstremisti, da so to, mislim, ne vem, primeri za umobolnico, za ljudje, s katerim nočeš ničesar imeti. Ne? Zdaj, kar boste slišali od mene, je verjetno nekaj, kar se zelo redko sliši v Sloveniji. Ja, v vsakem združenju, v vsaki skupini ljudi imaš ekscese, imaš ljudi, ki izstopajo drugačne, ne? Še posebej v političnem gibanju. Imaš take, ki pač, ne, so malo čudni, ne? Ampak, kaj se tiče samih čajank, ne, mislim, to je tako, kot jih je Bernat označil. To so ljudje, ki so bili, ki so leta in leta prenašali visoko obdavčitev, predvsem podjetniki, preprosti ljudje, poznam ogromno jih, ki so se pridružili temu gibanju. To so tudi visoko izobraženi ljudje, ki so v privatnem sektorju. In enostavno so prišli do spoznanja, da je prišel čas, da se njihov glas sliši. Eden izmed problemov, ki jih imamo v vseh družbah, je to, da so ljudje, kot so davkoplačevalci, neorganizirani. Se pravi, da se njihov glas ne sliši. Zdaj, vsi, ki plačujejo davke, enostavno nimajo nekoga, nekega združenja, neke skupine ljudi, ki bi se postavili in rekla dovolj državi, ne? Dovolj je tega. Imate, ne? Vse veste, koga gledate vsak dan na televiziji, ne? Sindikaliste, ki zagovarjajo točno določene skupine, imate tudi iz Gospodarske zbornice Slovenije, imate človeka, ki bo zastopal interese podjetnikov, ne? Imate seveda vlado in politike, imate druge interesne skupine, ki se bodo oglasili. Kdo pri nas zagovarja interese davkoplačevalcev? To ste vi vsi. Razen, če še nekaj mladih je to občinstvo. Ne? Ni tega. In to, kar se je zgodilo v Ameriki, je odlična zadeva, jaz rečem temu, da so se davkoplačevalci končno upali nekaj reči in so se povezali, tudi so bili pripravljeni iti na cesto, kar je ena od zadev, ki je pač podjetnikom in podobnim nekaj nenavadnega. Tudi njihov dan je zelo vreden. Ne? Podjetnik ogromno izgubi, če ga en dan ni v službo. Kaj izgubi birokrat, če ne gre v službo en dan? Ne?
In zaradi tega ljudje, ki delajo, se ne bodo udeležili in šli na cesto in zahtevali, mi pa želimo nižje davke. Nehajte nas obtočevati, nehajte nas tepst, ker smo produktivni. To je to. Kar je bilo že preomenjeno, odgovornost. Odgovornost v Sloveniji, pa ne bom govorila samo na državnem nivoju, ne? Odgovornost za dejanja. Ljudje niso pripravljeni sprejeti odgovornosti za svoje dejanja. In imate, zaradi tega imate vse te zadeve, ki so v medijih, pač velike zadeve, ki so banke, ne, krediti, tajkuni in tako naprej. Ampak tudi na splošno, ljudje v šolah, ne, mladi, kam smo prišli? Ko sem še v šolo, je bilo pomembno, da si se učil, ne, ker če si se učil, boš dobil službo, boš nekaj življenja dosegel. Kaj se zdaj dogaja? Starši kličejo v šolo, da je učiteljica oziroma učitelj dala prenizko ceno njihovemu otroku. Ni pomembno, koliko znaš. Ne. In to se ne dogaja samo v osnovnih šolah. Vsem tu vrha, tudi na univerzah. Profesori pač niso več profesori, ne? So enostavno podeljevalci ocen oziroma podeljevalci diplom. In če imamo mi tako naslednjo generacijo, ne? Ki se ne zaveda, da je potrebno delati v življenju, da nekaj dosežeš, ampak je potrebno samo pač nekoga poklicati, da ti da, oziroma državi reči, daj mi, ne? Ko sem včeraj ali predvčeraj je bila neka peticija na spletu, kjer radio študent zahteva, da se jim dajo sredstva. Oni so rekli, mi smo, pač to nam pripada, ne? V življenju ti ne bi smelo nič pripadati, razen tisto, če si delal za to, ne? Ampak v naši družbi smo prišli do tega, da ljudje verjamejo v, ne vem, da stvari padajo z neba, tako naša vlada misli, da denar pada, ne? Pada. Brez kakve odgovornosti. Slovenski socialisti mislijo, da so in da denar raste na drevesih. Tanja v svojem izvajanju si izpostavlja pomen interesnih skupin, zlasti problematizirala sindikate in pa zaposlence v javnem sektorju, ki vzpostavljajo neko tiranijo statusa quo, da se v tej državi ne more nič spremeniti. Prihod dvojke oziroma trojke pa lahko pomeni tudi konec tiranije statusa quo in konec socializma po slovensko. To je dobra stvar. Dobra. Slaba stvar tega je, da gre za veliko nacionalno sramoto. Pomeni, da pristaneš na položaj odvisneža, tako rekoč otroka, da nisi sposoben sam opravljati svojih funkcij. Gre za kapitulacijo. In sam res ne bi bil rad v krilu gospe, ko bo podpisovala zaprosilo, ker gre za, mislim, prvič sramoto za vlado, ki bo to zaprosilo poslala. Ena je neizbežno, ampak gre gospa za nacionalno sramoto. Pomeni streznitev, da Slovenci nismo sposobni svojih javnih zadev upravljati sami. Strinjam se z vami verjetno, da je to neizbežno, ampak to ne spremeni dejstva, da pomeni to ekonomsko in politično kapitulacijo. Zdaj, Rok, kaj ti misliš, naprimer, kakšne politične posledice bo to imelo za Slovenijo, zlasti za slovensko demokracijo? Tanja je prej omenjala to nevarnost, da bomo Slovenci to nekako sprejeli kot vsiljevanje od zunaj. Sam se pa sprašujem, ali smo sposobni sploh to ponotraniti,
ker če bi bili to sposobni ponotraniti, bi lahko to naredili sami in ne bi v zadnjih 5 letih lepo jadrali na proračunskih primanjkljajih reda velikosti 2 milijard. In ali potrebujemo res v bistvu tako grenko terapijo, da je slovensko država tako načeta z metastazami, da potrebujemo kemoterapijo 2 oziroma 3. Hvala za vprašanje. Jaz bi pravzaprav obžaloval, da nekako v teh javnih zadev nismo uredili prej sami. Namreč vsako leto, ki ga izgubimo in tega ne uredimo, pravzaprav bojo rezi večji. Nekaj let nazaj pravzaprav bi bilo vse to lažje speljati. Rezi ne bi bili tako veliki. V javnem sektorju bo zahteva verjetno, ne vem, da se del zaposlenih odpusti, da se plače znižajo v večji meri, kot bi bilo to mogoče 3, 4, 5 let nazaj. Tako da tukaj mi je pravzaprav žal, da nekje slovenska vlada nekako ni uspela oziroma ne ustrajati. Prejšnja vlada nekako je postavila, se mi zdi, stvari na svoje mesto, ki je ugotovila, kakšno je realno stanje in tudi zastavila neko pot, kako iz krize naprej. Kot sem omenil, recimo že sam primanjkljaj, ki je bil leta 2011 1,1 milijardo, bi samo verjetno z nadaljevanjem politike, ki je bila zastavljena verjetno, predvidevam vsako leto primanjkljaj padu, se pravi, da bi bil že za 2014 verjetno že samo še pol milijarde recimo ali karkoli. Kar pomeni, da tukaj je čas zelo pomemben. Mogoče si drugače predstavljamo, ko mi zaprosimo za pomoč, pravzaprav tudi, kar se tiče na mednarodnem področju v Evropski uniji, to pomeni, da mislim, ti nimaš tam več kaj govoriti, ne. V tisti družbi ljudi, ko je pač svet ministrov ali karkoli, sediš, mislim, v kotu sediš, ne, praktično ne dvigneš roke, si tiho in pač poslušaš, tako da stvari niso tako enostavno, kot se zdijo, oziroma žal prišel bo diktat, postavljeni bodo pogoji, pravzaprav pogoji, ki niso nič drugačni kot pravzaprav reforme, o kateri že ves čas govorimo in jih ne izpeljamo. Ne. Spet, kot sem že rekel, vsako leto kasneje, ko se bo to zgodilo, pač večji rezi bodo za to potrebni. Hvala. Sam bom naše današnje druženje sklenil z uvidom v zgodovino ekonomske misli, oziroma naslonil se bom na Adama Smitha, ki je konec 18. stoletja se spraševal, kaj je potrebno, da se država iz stanja največjega barbarizma dvigne v stanje največje blaginje. In ponudil 2 odgovora. Prvi odgovor je razumno pravosodje, drugi odgovor nizki davki. Slovenija nima razumnega pravosodja in nima nizkih davkov. In dokler ne bomo pravna država z zmerno obdavčitvijo, Slovenija ne bo uživala blaginje, kot smo si jo obetali leta 1991. Hvala.